Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Good morning, I am Ramzi Makdisi. I'm a Palestinian actor and director. I work in cinema and theater, and I live between Jerusalem and Palestine and Barcelona. And I perform in Europe, basically, and in Palestine and in other places. Ramzi Makdisi je gledališki in filmski režiser in igralec, ki se je izobraževal v Barceloni in svojo poklicno pot začel v Palestinskem narodnem gledališču. Sodeluje v kolektivu umetnikov iz Evrope in Srednjega vzhoda Quds Art Films, ki ustvarjajo na področjih filma, uprizoritvenih umetnosti in instalacije. Gledališko delo Ramzija Makdisija producirata Palestinsko narodno gledališče in gledališče Barbican iz Londona. V filmskem svetu je Makdisi poznan kot protagonist v dokumentarnem filmu Ghost Hunting, Lovec na duhove, ki ga je režiral Raed Andoni in je na Berlinalu leta 2017 osvojil nagrado za najboljši dokumentarni film. Njegova vloga je opazna tudi v filmu Once Upon a Time in Gaza, Bilo je nekoč v Gazi, v režiji Araba in Tarzana Nasserja, ki je na letošnjem Canneskem festivalu osvojil nagrado za najboljšo režijo v kategoriji Poseben pogled. Did you know that some parts of a city will always remain invisible unless you're looking through the right lens or unless you have the right guide? I want to become that guide for you. I'm here to show you around a faraway city whilst you stand in another. My city. A bit strange, I know. But what if we went on a little adventure together today? To dismantle the familiar in order to make space for revelation. Allow yourself to travel in time and space in order for what is distant to come near. Odlomek, ki smo ga slišali, je del napovednika za zvočni sprehod z naslovom The Land's Heart is greater than its map. Srce dežele je večje od njenega zemljevida. Uprizoritvena oblika zvočnega sprehoda je nastala kot odgovor na narativ, ki ga v Jeruzalemu širijo turistični vodiči. V tem delu Makdisi svoje rojstno mesto predstavi skozi drugačno optiko. Njegovo umetniško stremljenje izvira iz izkušnje vseobsegajoče okupacije, znotraj tega pa poudarek daje življenjskim podrobnostim, ki si jih vsi ljudje delimo. Z delom The Land's Heart is greater than its map tudi gostuje. V teku so bili tudi dogovori za gostovanje na festivalu Borštnikovo srečanje, vendar do tega ni prišlo. Ramzi Makdisi je Slovenijo obiskal lani, ko je v okviru 54. tedna slovenske drame potekala okrogla miza Sol zemlje kot del programa Hiša za goste. Program je del dejavnosti Slovenskega centra pri Mednarodnem gledališkem inštitutu International Theatre Institute, katerega vodja je dramaturginja Tatjana Ažman. Zdaj le tudi skupaj sediva v studiu. Spoštovana Tatjana Ažman, dober dan. Dober dan. Prosim, povejte nam malo več o Ramziju Makdisiju, kako in kje sta se seznanila, kako je prišlo do njegovega obiska v Sloveniji in kakšno vlogo ima pri tem Slovenski center ITI. To je več vprašanj na kupu. Najprej bi se res zelo lepo zahvalila za vso pozornost namenjeno tej temi, zlasti tebi, če te lahko tikam, Petra, za tvojo pripravljenost in ves angažma za pripravo tega prispevka, te oddaje, ker v bistvu ni niti tako lahko početi stvari, predvsem na področju umetnosti in gledališča, delovati v neki mednarodni svetovni organizaciji kot posameznik ali pa posamezniki iz posameznih držav, predstavljati v tem momentu kar velik ideološki problem. Zgodba z Ramzijem sega že takoj v leto 1923, po tem, ko so se začele razmere v Gazi zaostrovati,
sem pripravljala novo temo za 54. teden slovenske drame v Kranju, ki je partnerske mreže Mednarodnega gledališkega inštituta Centra, ki ga imamo v Sloveniji že od leta 2008. Vendar pa je ta proces potekal dvosmerno. Ne samo z mislijo na umetnike v Gazi oziroma na palestinske umetnike v Izraelu, v Gazi ali kjerkoli druge po svetu, ampak tudi z mislijo na prihodnost, in zato sem že od samega začetka iskala dva. Na eni strani palestinskega umetnika in na drugi strani judovskega umetnika. Vedeti moramo, in to se z vsakim dnem spreminja, in to v tem trenutku moram povedati, da se razmere tudi v Izraelu zaostrujejo. Zelo se povečuje glasnost, oziroma ljudje želijo biti slišani, tudi umetniki so na cestah, naslavljajo peticije na vlado, neuspešno. Hkrati je pa tudi veliko judovskih umetnikov po svetu, ki bolj ali manj uspešno delujejo, in ena od mojih zdajšnjih prijateljic, zaupnic in sodelavk je tudi Ofira Henning, ki je zelo znana bila v Izraelu, dokler ni jasno začela izražati svojih mnenj. Odtegnili so vsa finančna sredstva in to je v bistvu vrglo na cesto, tako rekoč. Odšla je v Evropo, kjer je potem še naprej poskušala ustvarjati skupino, ki je mešana. Predstave potekajo v hebrejskem in v arabskem jeziku in ekipa je mešana. To je bila nekako povezava tudi z Ramzijem, ker sta se z njim poznala že odprej. Navezala sem z obema stik in ju oba povabila potem v Kranj, kjer sta bila za isto mizo in sta govorila predvsem o svoji izkušnji umetnikov. Kaj je zdaj naloga Mednarodnega gledališkega inštituta? To je zelo težka naloga. Po svetu poteka trenutno najmanj 40 spopadov na tem nivoju in vsakem od teh kriznih žarišč so tudi seveda umetniki, ampak so pa predvsem ljudje. In mislim, da je spet čas za umetnike, da spregovorijo v imenu ljudi, da poskušajo vzpostaviti stik ali pa vzdrževati stik ali pa ohranjati stik z vsemi umetniki, če seveda ti niso zares ideološko, bi rekla, kompromitirani na tak ali drugačen način. Ampak tisti, ki niso podprti strani vlad, držav in delujejo v okviru nevladnih organizacij, tako kot tudi druge nevladne organizacije po svetu, ki jim zdaj na veliko odtegujejo pomoč, s tistimi v bistvu moramo nekako držati skupaj. In ta zgodba z Ramzijem je ostala živa ves ta čas. V zadnjem obdobju, predvsem zadnjih nekaj mesecev, ko je situacija postala zelo težka, pa se mi je zdelo zelo pomembno, da ga spet naslovim in da ga prosim, da nam pomaga razumeti to situacijo, enako tudi z Ofiro. Tako da ne bom lagala, če bom rekla, da na vsak drugi dan si izmenjamo nekaj sporočil. Predvsem pa me zanima, kako razmišlja in na kakšen način lahko podpremo njegovo upanje, ker je zelo malo tega, kar je še v bistvu tem ljudem v tem momentu ostalo. Hvala lepa, Tatjana. Pogovor bova še nadaljevali. Najprej pa prisluhnemo daljšemu pogovoru z Ramzijem Magdizijem. V Jeruzalem sva ga prejšnji torek po telefonu iz našega studia poklicala skupaj z Gorazdom Rečnikom, sodelavcem z Vala 202. Pogovor, v katerem gost veliko pove o svojem življenju v širšem časovnem obdobju, smo začeli z vprašanjem o njegovem življenju v tem trenutku. Ramzi Magdizi odgovarja. Yeah, actually this is the biggest question, which has been like 700 days I'm searching for. Basically, just when you are surrounded by death and seeing the international community and the world that doesn't care at all, which I... To je največje vprašanje, na katerega odgovor iščem že 700 dni. Ko si obkrožen s smrtjo in vidiš, da mednarodne javnosti to sploh ne zanima, pri tem mislim na vlade, ne na civilno prebivalstvo, se vidimo, da imajo ljudje že od začetka genocida drugačne poglede. Pravzaprav je zelo žalostno.
Zelo je žalostno, saj jasno kot nikoli prej vidimo dvojna merila. Težko je, saj vidimo, da je vladam držav vseeno, da je v redu, če Palestince ubijajo. Vse vlade obvladajo prazno govoričenje, ukrepanja pa nobenega. Zame je trenutno največje vprašanje, zakaj vse te države, ki se na videz zdijo podpornice in zaščitnice ljudi, zakaj se nič ne zgodi, zakaj ne ukrepajo. To je največje vprašanje. Vzporedno s tem pa moje občutenje. Živim v bližini krajev, kjer je bilo ubitih veliko ljudi, porušenih in izbrisanih veliko mest in področji, kjer se dogaja etnično čiščenje in se obenem počutim popolnoma nemočnega. Trenutno sem v starem mestnem jedru Jeruzalema in 70 kilometrov od tod se zdi, kot da bi bili na drugem planetu. Ta občutek sem dobil predvsem takrat, ko sem šel v Gazo leta 2012 in 2019. Tja sem šel snemat film, dostop je bil zelo otežen, poln ovir in občutek sem imel, da potujem na drug planet, ne da sem na Zemlji. In ta občutek narašča in narašča, ko dnevno gledam vse to trpljenje in ubijalski stroj. In tega nihče ne zaustavi. Občutek imam, da nihče nima interesa, da bi to ustavil. Predolgo že traja, mogoče se zdi, da politiki dajejo močne izjave, vendar se vse to ne konča in niti ni videti, da se bo kdaj končalo. Vidimo, kaj se dogaja v Ukrajini, vsi hočejo kaznovati Rusijo, ampak kdo hoče kaznovati Izrael? Po dejanjih sodeč nihče. Morda je bila Slovenija bolj pogumna kot druge države, vendar vsi vemo, da je Slovenija majhna država. Nočem minimalizirati njenih dejanj, vendar vemo, da gre za pošastno zadevo, zato za podporo potrebujemo veliko državo. Najhujše, kar se zdaj dogaja, pa je, po mojem mnenju, to, da je človečnost klonila pred izzivom reševanja ljudi pred genocidom. Kot sem rekel, če se na ulici pogovarjamo z ljudmi, imajo vsi nasprotno mnenje, dogajajo se tudi protesti, ampak kot vidimo na primer v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, brutalnost, ki jo države uporabljajo nad protestniki, pretepajo jih, zapirajo. In to je posledica vsega tega, kar že leta in leta govoričijo. Evropa še vedno živi v temnih časih, četudi je res, da je več luči in make-upa. Protestniki proti genocidu so samo ljudje, ki želijo zaščititi druge ljudi. Kot sam vidim tok zgodovine, bomo tudi mi nekoč morali zaščititi nekoga drugega, ki morda živi v Evropi. Zato so strategije, ki jih igrajo vlade po svetu, zelo nevarne za človeška bitja, ne glede na geografijo. Problem ni samo skupina ljudi, ki se jim reče Palestinci in jih vsak dan ubijajo in nobena vlada nič ne naredi. Mogoče se bo kdo od poslušalcev vprašal, zakaj ta tip iz Palestine govori o Evropejcih, zakaj ne omenja Arabcev. No, Arabci za nas že dolgo ne obstajajo, še posebej Arabski zaliv, saj so to zelo korumpirane države. Ne gre za to, da naj bi Arabci zavarovali Arabce, ne. Ljudje morajo varovati ljudi. Ni pomembno, katere barve kože, katere vere je nekdo. Ne, vsi smo ljudje. In dovolj je, da smo si v tem enaki. Zato moramo stopiti v bran drug drugemu. Je to tišino mogoče pribiti z umetnostjo? Oziroma, kaj je v tem položaju sploh mogoče narediti? I think keeping talking, keeping protesting. Menim, da lahko o tem govorimo. Protestiramo, se trudimo bojkotirati izdelke, ki prihajajo iz Izraela. Se trudimo bojkotirati podjetja, ki podpirajo Izrael, kot so Coca-Cola, McDonald's in veliko drugih družb. Menim, da imamo kot ljudje, kot človeška bitja, v kompleksnem pomenu te besede, veliko več moči. Vendar, kot vidite, nažalost, zavezanost in angažma nista zelo obsežna. Dosedanjim dejanjem ne zmanjšujem pomena, vendar lahko naredimo več bolje. Po mojem mnenju je to najmočnejša pozicija, ki jo vsi skupaj lahko zavzamemo. Saj živimo v svetu, v katerem je denar prvo orožje, s katerim je možno kaznovati kogarkoli, ki uničuje človeška življenja, vendar mora biti to bolj povezano. Povezana človeška skupnost, ne skupnost držav.
ker to, kar so nas naučili, da če se nekaj dogaja v Sloveniji in sam nisem od tam, to ni moja skrb. To ni res in je napačno. Zato, ker se bo zgodilo tudi meni. To so zgodovinska dejstva, to ni moje mnenje. Na tak način moramo poskusiti na novo premisliti o svojih pozicijah človeških bitij, kjerkoli smo, kjerkoli živimo. Zato, ker so okoli nas velike pošasti, ki nas ves čas poskušajo nadzorovati. To se je pred genocidom zdela ekstremna misel, vendar je zdaj sam ne vidim tako ekstremne, gre prej za to, da vidim, kako sistem deluje. Zato moramo biti bolj združeni, kot ljudje. Rečemo lahko, da je bil 7. oktober 2023 kulminacija dolgotrajnega stanja napetosti. Ali ste to tudi sami tako občutili in morda izrazili tudi v vašem umetniškem delu? Pri tem se nanašam na performativni sprehod z naslovom The Land's Heart is Greater Than Its Map. Srce dežele je večje od njenega zemljevida. Actually, the idea came of this project with my partner in the show, Olivia Ferber, which is English. Ja, ideja za ta projekt se je rodila, ko je v Palestino prišla moja partnerka v projektu Lydia Ferber, Anglížinja iz Londona, da bi skupaj delala. Videla je, kako smo prej živeli. Živeli smo enako, le da je bil ritem počasnejši in ljudje so bili običajno zaposleni, ker zdaj je vse videti barbarsko. Ko je Lidija videla in slišala turistične vodiče, ki so nadzorovali narativ zgodovine v Palestini, še posebej v Jeruzalemu, se ji je porodila ta ideja. Rekla je: "O moj Bog, ves čas ponavljajo, da je bil ta narativ napisan pred 75 leti. V imenu svete dežele so izbrisali vse druge. Izbrisali so Arabce, arabske kristjane, arabske muslimane, izbrisali so druge skupnosti, ki živijo tu." Zamisel je torej bila, da narediva predstavo, v kateri lahko razloživa, kako so besede in narativi nadzorovani in da, če prestopiš mejo tega narativa z omenjanjem izraelske okupacije, te lahko obsodijo in vržejo v ječo. Razmišljati sva začela, na kakšen način se lahko osredotočiva na to sporočilo. Obenem pa sva želela narediti predstavo, v kateri lahko slišite palestinski narativ, ki je osnova tega kraja. Kot vsi vemo, je Izrael zelo mlada država in v bistvu so ukradli zgodovino. Kot vse drugo, ukradli so hrano, humus, na primer, ki ga dandanes predstavljajo kot izraelsko jed, čeprav ga lahko jeste v Palestini, v Libanonu, Jordaniji, to je mediteranska jed. Delo The Land's Heart is Greater Than Its Map se bori proti tej kraji, to je osnova te predstave. Pravzaprav sva želela svoj glas povzdigniti na drugačen način. Kot veste, je protestiranje na ulici zelo omejeno in tvegano, zato sva želela protest na tak način prenesti na oder. Close your eyes for a few moments, please. Allow me to take you beyond what the accepted stories and myths have prepared for you. Allow me to take you to the only city that exists twice. Once on earth and once in heaven. To the city I was born and raised in, whose name cannot be spoken. Before I continue to speak, allow me to ask you one thing. Please do not leave my city like the other travelers before you, without having really discovered it. Ali lahko poveste nekaj več o svojem profesionalnem delu zadnji 2-3 desetletja? If we talk about like when we create theater, for example, the biggest problem in Palestine when we create theater that you cannot go to any place in Palestine without crossing checkpoints. Ko govoriva o gledališču, je v Palestini največji problem to, da ne moreš iti nikamor, ne da bi moral skozi nadzorne točke. Velik del palestinskega občinstva, za katerega mi ustvarjamo, ne more priti v Jeruzalem, saj je tu zid, ki ga ločuje od drugega ozemlja. Zato se ves čas trudimo, da bi z našim delom lahko potovali oziroma da lahko mi potujemo, da bi naše gledališko delo lahko pokazali občinstvu.
ali kadar delamo na filmu. Če želimo snemati v eksterierju, na ulicah, v Jeruzalemu, naprimer, oblastem nikoli ne smemo poslati izvirnega scenarija, ampak si moramo izmisliti neko zgodbo, ki jo potem odobrijo. Ko dobiš to odobritev, moraš v Jeruzalemu za snemanje na ulicah plačati približno 800 evrov na dan. To je zelo drago. Pa ne gre za zaporo ulic ali ustavljanje življenja na določeni ulici, ampak na tak način ravnajo z nami. In če želimo sodelovati z ljudmi iz drugih držav ali uvoziti določene materiale, se moramo podati na dolgo potovanje skozi birokracijo za pridobitev vseh dovoljenj in potrdil. Poleg tega, če hočemo v Palestini snemati film, moramo za pridobitev dodatnih sredstev zagotoviti 70% iz lokalnih virov. Ker Palestina ni država, tega denarja nimamo. Kar imenujejo palestinske oblasti, to so zgolj lutke v rokah Izraelcev in ne dajajo denarja za kulturo, to jih ne zanima. Zanima jih le sovraštvo do protestnikov na ulicah. Palestinske oblasti imajo enak obraz, še posebej zdaj v času genocida. Zato je produciranje umetnosti v Palestini zelo težko. Če pa želiš pridobiti sredstva iz Evrope, se mora soočiti s prepovedmi in zapovedmi o tem, kaj smeš in česa ne smeš povedati ali pokazati. Včasih želijo, da se osredotočiš na izbrano temo, o kateri mi ne želimo govoriti in tako naprej. Skratka, vse je pod nadzorom. Mogoče se bo komu zdelo, da pretiravam, ampak taka je realnost. Zato, ker so izraelske ali evropske oblasti oziroma njihovi tukajšnji predstavniki za kulturo zelo pretkani, nikoli ti ne rečejo, da ne smeš govoriti o določeni temi. Ne, rečejo ti, trenutno se na to temo ne osredotočamo, mogoče jo predstavite enkrat v prihodnje. Zato, če želiš s svojim umetniškim delom nadaljevati, se ali odpoveš temam, ki jih želiš obravnavati, ali pa nadaljuješ in obdeluješ teme, ki jih oni želijo. Lahko bi rekel, da gre za mehko cenzuro. In še nekaj je. Sam, na primer, ne bom nikoli sprejel denarja od Nemčije, saj ne morem sprejeti denarja od države, ki podpira genocid. Nemčija tukaj vlaga dosti denarja v kulturo, vendar zame to ni opcija. Ne morem delati v kulturi in hkrati ne smem govoriti o genocidu, ki se ta trenutek dogaja. Povedati hočem, da če ti je mar tvoja palestinska identiteta in če si zares človeško bitje, ne moreš sprejeti tega denarja. Lahko povem nekaj o tem, kako je nastajal projekt The Land's Heart is Greater than its Map. Pred genocidom nisem imel problema sprejeti nemškega denarja. Na začetku smo v Münchnu delali na razvoju projekta. Delali smo v majhnem zasebnem gledališču, kjer so nam svetovali, naj ne uporabimo besede Palestina, saj bi bila v Nemčiji lahko problematična. In to je bilo leta 2018. Oni bi morali razmisliti o njihovem odnosu do nas. Mi niti njim, niti Judom nismo nič naredili, ampak to je taka država. Nekdo, ki je nekoč zagrešil zločin, si je z drugim narodom opral obraz. Tako se Nemčija obnaša do Palestine. In ko smo projekt The Land's Heart is Greater than its Map naredili, smo se odločili, da v Nemčiji ne bomo nikoli gostovali, saj strani njihovih institucij nismo dobrodošli. Drži, da ste obsedeni z radijem. Yeah. That story actually, when I was a little boy, I used to walk with my father. Ja, zgodba gre takole. Ko sem bil majhen, sem z očetom hodil po ulicah in on se je pogosto ustavljal in mi pripovedoval, kaj je bilo na določenih krajih, v določenih zgradbah pred letom 1948 pred okupacijo. Ko sva nekega dne tako hodila in se je on, kot ponavadi, ustavljal, mi je na določenem mestu rekel, da je bilo to nekoč poslopje palestinskega narodnega radia. Ti prostori so bili tisti čas spremenjeni v izraelsko institucijo, v kateri so Palestinci močno trpeli. Takrat sem bil star 11 let in ideja radija me je spodbudila, da sem začel razmišljati o tem, da bi obudil glas Jeruzalema, kot se je radio v preteklosti imenoval. Pri 17 letih sem kupil rabljeni prenosni oddajnik in ga odnesel v hišo svojih staršev v krščanski četrti starega mesta v Jeruzalemu.
Po 3 dneh so me izraelske oblasti aretirale in me obtožile terorizma. Zaprli so me v ječo, kjer sem preživel nekaj več kot 2 meseca. Pozneje, ko sem končal srednjo šolo, sem se ponovno lotil radia. To je bilo od leta 1999 do 2004. Med drugo intifado, leta 2000, je bil popolnoma uničen. Obnovil sem ga, potem pa sem zapustil Jeruzalem in se preselil v Ramalo, saj je bilo preveč tvegano ostati. Med izraelsko invazijo na Zahodni breg leta 2002 je bil med bombardiranjem radio uničen in 3 moji prijatelji so umrli. Moja ideja o radiju je bila obuditi glas Jeruzalema kot simbolična gesta, obuditi zavest o palestinskem narodu in osredotočiti sem se hotel na kulturni program, ki bi govoril o tem, kako Palestinci živijo pod izraelsko okupacijo. Najbrž je bil zaradi vsega tega bombardiran in na vsak način so ga hoteli uničiti, sam pa sem bil premlad, da bi nadaljeval. Ko sem bil star 19 let, sem že delal kot igralec. Ampak finančno sem bil vseeno prešibek, zato nisem mogel nadaljevati. Pozneje sem se zavedel, da takrat ni bil najboljši čas za ta radio. Vendar želja v meni še vedno tli in upam, da jo bom nekoč lahko uresničil. Ampak tudi zdaj se mi ne zdi pravi čas, saj če se nočeš posvečati oglaševanju in najavam in če nimaš podpore, je radio težko vzdrževati. Ali menite, da so v tem trenutku osebni stiki in deljenje intimnih zgodb, pogovori kot je ta, pomembni? Ali predstavljajo način vašega boja za življenje? Yeah, absolutely. Armies, they can try to erase everyone and everything. Ja, seveda. Vojske poskušajo izbrisati vse in vsakega, ampak človeške glasove je nemogoče izbrisati. Torej je to, da se pogovarjamo, da ljudi ozaveščamo, edino orožje in edina možnost, ki jo imamo. Lahko vam povem, da večkrat razmišljam, tudi danes sem, naprimer, ko sem se zjutraj zbudil, razmišljal, Ramzi, kaj lahko spremeniš s tem, da se pogovarja s tema 2 človekoma iz Slovenije? Nič. Prvih 5 minut potem, ko sem se zbudil, imam težave s spanjem, zbudiš se iz nočnih mor zaradi včerajšnjih poročil, včeraj je bilo ubitih 85 ljudi in veste, ko rečem 85 ljudi, štejemo samo ljudi, ki so umrli, ampak včasih je laže umreti, kot biti ranjen v genocidu, ki se dogaja v Gazi. Zato seveda v določenih trenutkih dvomiš v človeški glas, v človeški narativ, ampak to so kratki trenutki in glede na to, kar sem slišal o Sloveniji in o zgodovinskem trpljenju ljudi v Sloveniji, sem prepričan, da se moramo pogovarjati in to nadaljevati. Zanima me tudi, kako je organizirano življenje v Jeruzalemu. Kako komunicirate drug z drugim v tem času? Now there is no communication, for example. If you work like many Palestinians, they work for the Israelis, for example. Zdaj ni nobene komunikacije. Razen Palestincev, ki delajo za izraelska podjetja, oni se morajo pogovarjati s svojimi delodajalci, ampak na družbeni ravni pa ni, kolikor vem, nobenih odnosov. Prepričan sem sicer, da nekateri imajo odnose z Izraelci, ampak propaganda in sovraštvo, ki jo širi izraelska vlada, Izraelce le še podžiga proti nam. Zgodovinsko gledano, če ti nekdo ubije v glavo, da so Palestinci še vedno tu, zato ker ne vemo, kako jih nagnati od tod, potem Palestinci ne morejo biti prijatelji, ne moreš jim zaupati, nanje ne moreš gledati kot na ljudi. Veliko je, na primer, krajev, kamor Palestincem ne dovolijo dostopa. Ali, kot ste mogoče slišali med genocidom, veliko izraelskih ministrov je reklo, da so Palestinci živali. Pri tem, ko slišim, na kakšen način vlada opisuje družbo in z vso propagando, ki jo izvaja Izrael, mislim, da sploh ni prostora za to, da bi nas videli v pozitivni luči. Prepričan sem, da so ljudje, ki tudi tako gledajo na Palestince, vendar jih je zelo malo, še posebej v času genocida. Če pogledaš samo naseljence, kako napadajo vaščane in jih vsak dan ubijajo, potem pa rečejo, da je to obljubljena dežela in da je namenjena samo njim.
Mislim, da se ne moreš niti začeti pogovarjati z nekom, ki verjame, da so oni izbrano ljudstvo. Po mojem mnenju se kot človeška bitja na tak način ne moremo vesti. Vaša izkušnja zapora je bila torej pomembna za oblikovanje lika v filmu Lovec na duhove, ki je na Berlinalu 2017 osvojil nagrado za najboljši dokumentarec. Actually, this film was like really very necessary but very painful at the same time because Ta film je bil v tistem času res nujen in obenem zelo boleč. Ves čas sem moral poustvarjati zapor po svojem spominu in domišljiji, saj ti v zaporu, ko se premikaš po prostoru, čez glavo poveznejo črno ali zeleno vrečo, tako da prostorov ne vidiš. In potem si poskusiš zapomniti, koliko stopnic sem šel gor, koliko dol, kje sem šel levo, kje desno. To poustvarjanje je bila grozna izkušnja, ampak bila je potrebna, kot sem rekel že prej, o teh stvarih moramo govoriti. Še posebej zato, ker o zaporu ne govorimo veliko. Tu, v palestinski družbi, pa je ali je bil v zaporu vsaj po eden iz vsake hiše. To je torej zelo problematična tema. Gre za to, da te poskušajo kot človeško bitje uničiti, ti povzročiti trpljenje. Če te ne ubijejo, če preživiš, poskušajo uničiti tvojega duha. Tu lahko govorimo tudi o umetnosti v Palestini. Pri nas ni komercialne umetnosti, saj naše glave umetnikov ne razmišljajo na tak način in zaradi tega marsikaj pogrešamo. Seveda je dobro, da ustvarjamo kakovostno alternativno umetnost, ampak včasih se moraš odklopiti, moraš se zabavati. Sam bi nekega dne zelo rad napisal ljubezensko zgodbo. To so moje sanje. Nobene okupacije, nobenega trpljenja, samo običajno ljubezensko zgodbo. Ko si zaljubljen v nekoga in ti ne uspe ali pa ti uspe, ampak nima nobene zveze s tvojim življenjem pod okupacijo, zgolj zgodba, ki bi se lahko zgodila kjerkoli. Tukaj, na primer, je situacija taka, če se zgodi, da ti je kot moškemu všeč dekle z Zahodnega brega, 100 in 100krat premisliš o tem, ali biti z njo skupaj ali ne, saj veš, da taka zveza ni mogoča. Iz Jeruzalema ne moreš do nje in ona ne more k tebi. Tu tudi ljubezen ne more krožiti, ker jo delijo zemljevidi in poti polne nadzornih točk in ovir. Razmišljaš torej, zakaj bi ljubil nekoga iz drugega kraja? Ko človek tako razmišlja, torej, v nekoga z Zahodnega brega se ne bom zaljubil, po mojem mnenju je to najhujša stopnja življenja, s katerim se soočamo. Kadar delam v Evropi, ne razmišljam tako, saj vem, da se lahko ure in ure vozim z avtom, pa me ne bo nihče ustavil, samo zato, ker sem Palestinec. Tako Ramzi Magdizi v našem pogovoru prejšnji torek. Tatjana Ažman, poleg kontaktov z Ramzijem Magdizijem ste vi v korespondenci še z enim palestinskim umetnikom, Mohamedom Šašajem, on pa je iz Gaze. Prosim, povejte par besed o njem, potem pa bomo slišali še prevod nekaterih sporočil, ki vam jih je poslal v zadnjem času. Mohamed je moj prijatelj od nedavno, sigurno pa sem ga že nekje videla, ampak kakšnih bližnjih kontaktov prej z njim nisem imela. Mednarodne srečanja Mednarodnega gledališkega inštituta, kot so kongresi ali pa drugi sestanki, ki jih imamo ponavadi, niti ne zberejo celotne ekipe ljudi z vsega sveta. Ampak moj prijatelj Roberto iz Čila, ki vodi čilenski center, me je upozoril, da bi bilo potrebno mogoče slišati, kako je Mohamed, da je Mohamed trenutno v Gazi, kaj v bistvu z našimi člani se dogaja, kaj lahko mi v bistvu naredimo kot prijatelji in sodelavci. In takrat sem se obrnila nanj, poslala sem mu sporočilo in se je odzval. To zdaj traja že približno več kot en mesec, skoraj 2 meseca, kar si dopisujeva. Seveda gre ups and downs, kot rečemo. Kakšen dan je zelo kreativen, sporočila so topla, v bistvu z neko veliko željo in svetlobo. Kakšne dneve pa seveda dobiš tudi sporočilo, ki mogoče ni primerno, da bi ga širil, bo pa sigurno ostal nek dokument tega
prijateljstva in njegove hvaležnosti, da se ga lahko sliši. Tam je z sinom, s katerim je ostal, sestra je na Švedskem. Razseljen je bil po moje zdaj že več kot 20-krat. Trenutno se bori z situacijo, da je bil ranjen in da išče antibiotike, protibolečinske tablete, da išče kos kruha, da mogoče dobi kakšno vzmetnico, na kateri bi lahko prespal, ali pa vsaj kolikor toliko varen kraj. Bil pa je cel čas te vojne aktiven. Tako da je hodil po begunskih taboriščih oziroma kempih, kot so zdaj nastali, kjer se je posvečal otrokom, z njimi pač pripravljal razne delavnice in probal nekako jim dvigovati moralo, kolikor se je pač dalo. Mislim pa, da zdaj v tem momentu se pa predvsem bori za svoje preživetje. Zadnje sporočilo je bilo, kako zelo si želi, da bi se stuširal, ker se že 2 leti ni. To pa govorim zato, ker vem, da so tudi v Sloveniji ljudje, ki poznajo umetnike ali pa druge ljudi, sodelavce, prijatelje z kateregakoli področja, ki so v Gazi. In veliko jih je takih, ki v bistvu nimajo s kom več govoriti. In ta vez z Mohamedom, upam, da se bo srečno razpletla njegova življenjska zgodba in njegova usoda, ker vem, da ima velike načrte za svoje ljudi in to se mi zdi en tak primer, o katerem moramo spregovoriti tudi mi sami. Kaj bo ta zgodba prinesla v svetovnem merilu, ne vem. Jaz jo bom vsekakor posredovala, tudi to naše sodelovanje tukaj, za katerega sem res zelo hvaležna, da se je zgodilo, in jim sporočila, da če bi vsak od nas lahko vsaj ta človeški stik s svojimi prijatelji ali pa z nekom, ki ga v bistvu osebno niti ne pozna, vzdrževal, da bi bile tudi stvari na svetu drugačne in da bi bila lepota, o kateri umetnost vedno govori. Hvala lepa, Tatjana Ažman. Poslušamo torej, kaj vam je pisal Mohamed Šaša. Obožujem oder, cenim svoje sodelavce, ljubim občinstvo in imam rad svoje mesto Gaza, kjer sem ustvarjal sredi krize v begunskih taboriščih. Nastopal sem na vseh njegovih odrih, od skromnih in preprostih do tistih, ki so bili podprti s sredstvi. Skupaj z občinstvom smo delili njihove bolečine in zgodbe, njihove pripovedi o vojni, miru in spet vojni, ter tako na odru živeli njihovo resničnost. Odkar je izbruhnila vojna v Gazi, se je življenje ustavilo v vseh svojih vidikih. Občutil sem stisko, še posebej zaradi težav pri komunikaciji in dostopu do interneta. A misli so me nenehno vodile k mojemu nizozemskemu učitelju gledališča Janu in mojim kolegom iz različnih gledaliških skupin in ansamblov, s katerimi sem delal. Občutil sem, kot da smo prostovoljci v bolnišnicah, stojimo v vrstah za kruh ali pomagamo gasilcem. Jan nas je učil igranja in režije in v časih konfliktov, že leta pred to vojno, nas je vedno spodbujal, naj ne zapustimo odra in svojega treninga, saj okupacija želi, da vsak vidik življenja v Palestini zamre in tako ne smemo obupati, moramo nadaljevati delo. Zato sem povsod v Gazi videl svojega učitelja in svoje kolege. V gibanju, pri delu, pri pomoči. Smo gledališki umetniki, a hkrati sem občutil, da smo najbolj prisotni in morda tudi najbolj sposobni pomagati civilistom. Predstavljal sem si nas močne v vsakem položaju, v katerem smo bili. Podoba mojih kolegov me ni zapustila. Vsakič, ko sem slišal krik ali kakršenkoli zvok, sem jih videl tam, kot da tolažijo ljudi in jim dajejo energijo. Videl sem jih nositi vrče z vodo, razdaljevati hrano, hiteti proti banki krvi. Morda je bilo vse to samo v moji domišljiji. V vsakem primeru ni časa za obotavljanje ob uničenju. Čakamo, da se vojna konča, da bomo lahko znova dvignili zastore na uničenih odrih, rešili arhive in vse preostale pripomočke.
Začeli bomo razmišljati o obnovi in gostili prvi mednarodni gledališki festival na odru, ki ga bomo poimenovali po Janu. Vabim vse gledališke umetnike, da obiščejo Gazo. Zgradili bomo vse institucije, skupine in ansamble, začeli bomo nacionalno kampanjo, da bi ljudem širili upanje. Čas še ni potekel. Obiskal sem vsa uničena gledališča. Ali veste, katero je edino preostalo gledališče v Gazi? Šteje dneve do svojega uničenja. To je Holstovo gledališče. Johan Jürgen Holst je bil norveški zunani minister in eden izmed arhitektov mirovnega procesa v Oslu. Upam, da še ni bilo porušeno ali uničeno. Izrekam svojo hvaležnost vsem vam, zato ker mislite na nas. Z ljubeznijo do vas in do vsakega človeka na svetu. Tako je Mohamed Šaša izpovedal svojo vero v moč gledališke umetnosti kot načina življenja in preživetja. Za konec pa še sporočilo, ki ga je na Gorazdovo pobudo ob koncu našega pogovora podal Ramzi Magdizi. I would love to say that I'm not talking to you as a victim, first of all. Predvsem bi rad povedal, da z vami ne govorim z pozicije žrtve. Kar se dogaja v Palestini, ne zadeva samo Palestincev, temveč se dotika nas vseh, ki živimo na tem planetu. Če se ne bomo združili, se ta genocid lahko ponovi kjerkoli drugje. Mogoče se bo v Palestini enkrat končal, ne vem, kdaj, upam, da čim prej. Škoda, ki jo je povzročil, pa bo vsekakor dolgotrajna. In upam, da se ne bo nikjer več ponovilo, zato pa moramo biti skupaj, moramo se boriti, biti moramo na pravi strani. To je to. But we have to be together, we have to fight. We should be on the right side. That's it. Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Na pobudo Tatjane Ažman, Slovenskega centra pri Mednarodnem gledališkem inštitutu, sva se z Ramzijem Magdizijem pogovarjala z Gorazdom Rečnikom. Prevod je bral Igor Velše. Oddajo je posnel in zvočno oblikoval Max Pust, pripravila sem jo Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je dostopna na naših spletnih straneh in med podcasti. Hvala za pozornost in do prihodnjič, vse dobro.